Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Levica išče podpredsedniškega kandidata. Bo na podpredsedniških volitvah nastopala z enim skupnim kandidatom ali jih bo v prvem krogu več? LDS je naklonjena kandidaturi Mitje Gasparija, ki je zaenkrat še zadržan. Socialdemokrati pa so ponovno predstavili svojega favorita Danila Türka, ki je spregovoril tudi o svojih prednostih. Jaz imam precej izkušenj iz diplomacije, precej izkušenj imam iz mednarodnih odnosov, precej izkušenj imam iz konfliktne politike. Jaz sem se ukvarjal z mediacijskimi vprašanji v Združenih narodih in podobno. Skratka, imam določene izkušnje, ki mislim, da bi prišle prav. Veste, zglajevanje napetosti je univerzalna zadeva. To je povsod in je zelo podobno. Veste, to, če lahko primerjate napetosti, ki nastajajo v družini, v hišnem svetu, v krajevni skupnosti, v mestu, v državi, v mednarodni skupnosti, boste videli, da so tukaj osupljive podobnosti. Spregovoril pa je tudi o svoji ljudskosti. Jaz sem golf igral nekoč pred leti in mi ni šlo dobro, pa sem se potem raje lotil drugih dejavnosti, različnih. V tem času zelo rad hodim v hribe, na ne pretežke ture, moram reči. Türk, za katerega Borut Pahor pravi, da je lačen politične tekme, pravi, da več kandidatov ne bi škodovalo levici. Pri teh volitvah gre za osebe. Odloča se o človeku, ki bi bil kot oseba predsednik države. S tem se strinja tudi Pahor, ki pa ni želel izdati, s kom vse se je posvetoval o Türkovi kandidaturi. Ali pričakujete, gospod Pahor, da bo kandidaturo Danila Türka podprl tudi bivši predsednik Kučan? To je stvar predsednika Kučan. Niste se še nič o tem pogovarjali? O tem ne bi dajal izjav. Jaz sem se pogovarjal o predsedniških volitvah s toliko ljudmi, da bi moral dati zelo veliko izjav. Ti pogovori so bili vedno diskretni in taki tudi ostane. Medtem je skupni kandidat desnice Lojze Peterle nadaljeval kampanjo v svojem stilu. Tokrat smo ga ujeli na občinskem prazniku v Komnu na Krasu. Malo so govorili, malo popili in malo zapeli. Mislim, da smo v teh letih, začenši s tistimi najbolj zahtevnimi leti, dokazali, da znamo skupaj stopiti, da smo sposobni skupnih imenovalcev, kadar gre za res. Jaz menim seveda, da bi se dalo k temu še nekaj dodane vrednosti dodati. Tam doli po polju, tam doli po polju. V ljubljanski stolnici so pokopali upokojenega nadškofa in metropolita Alojzija Šuštarja. Slovo sta mu spregovorila kardinal Franc Rode in predsednik vlade Janez Janša. V prvih vrstah pa je bila zbrana skoraj vsa slovenska vlada. Slovesnosti se je udeležil tudi nekdanji predsednik Milan Kučan. Kardinal Rode je v svojih poslovilnih besedah večkrat spomnil na čas komunizma, ki ga je preživel pokojni Šuštar. Ko se je vrnil v Slovenijo, se je namreč znašel sredi ljudstva, ki je trpelo pod diktaturo uradnega ateizma, je bilo prikrajšano za svoje pravice in ogroženo v svoji veri. V samostojni Sloveniji se je potem marsikaj odvijalo v nasprotju z njegovimi pričakovanji. Neskončni in brezplodni pogovori v krovni komisiji, poskusi ideologizacije šolstva, stalne zapreke pri procesu denacionalizacije. Spomnim se, kaj mi je rekel nekaj dni, preden sem prevzel vodstvo ljubljanske nadškofije. Zapomni si, komunisti so še tu. Premier Janez Janša pa je posebej poudaril nadškofove zasluge za osamosvojitev Slovenije in ga primerjal z drugim velikim sinom domovine. Nadškof Šuštar je bil kot človek, ki je dolga leta živel v urejeni moderni demokraciji, vedno človek dialoga. V tem dejstvu najdemo veliko podobnosti z drugim velikim Slovencem, žal tudi že pokojnim dr. Jožetom Pučnikom. Pogrebna slovesnost je bila tudi priložnost za nekaj druženja in stiskov rok. Ali pa tudi ne.
V Cankarjevem domu poteka prvi svetovni kongres o nadomestnem zdravljenju odvisnikov od prepovedanih drog. Zavest je o tem, da je Slovenija na tem področju zelo uspešna, spregovoril predsednik kongresa Andrej Kastelic. Mi smo lahko ponosni, da nam to uspeva, da temu sledimo in da pravzaprav bom začel z najbolj grdo stvarjo, da se nam to splača. Ne samo zato, ker te ljudje manj trpijo, zato, ker so te družine manj trpljene, ampak zato, ker je to tudi stroškovno učinkovito. Žal moram tudi to povedati tistim, ki tega ne morejo drugače razumeti. To so programi, ki pravzaprav zmanjšujejo stroške, ki jih imamo tako za zdravljenje nalezljivih bolezni, z širjenjem nalezljivih bolezni. Tudi ta strah, da bi se v te populacije lahko nalezli s predoziranih, tudi s kriminalnim vedenjem. Enostavno, tudi če ne želimo tega sprejeti, se nam to splača. Organizacijski odbor Parade ponosa je sporočil, da so v soboto zvečer blizu Ljubljanske Štirke mladega geja brutalno pretepli 4 mladi posamezniki. Komentar Katja Lenart. Zadeva je sila zoprna. Tu zdaj ni več debate v smislu, kaj so vam pa pedri naredili ali pustite jih, da so drugačni. Tu gre za fizično obračunavanje 4:1. Preprost matematičen izračun nam da zmagovalca in poraženca. In ni pomembno, kdo je homoseksualec in kdo ni. Ker tako trdijo verbalni mojstri z vseh vetrov, ni problem v tem, da so pretepli geja. Lahko bi bil kakšen drug pripadnik šibkejše vrste. Zato vas vprašam, pretepači, v čem je slast fizičnega obračunavanja? Vam je zmanjkalo besed? Boste z udarcem dokazali svoj prav? Boste zato lažje spali? Boste lažje osvojili žensko svojega srca? Ker če gre zgolj za šibkejši člen, so potencialne žrtve napada tudi, z vsem spoštovanjem do omenjenih, invalidi, črnci, Romi, brezdomci, sezonski delavci Slovaške, otroci, babice, detki, vse 5. ženske, ki padejo po stopnicah. Vprašam vas, pretepači, gre tukaj za izkazovanje nenaklonjenosti do homoseksualcev ali pač zgolj za lahko tarčo sredi temne ulice? Pustimo pojme, kot so homofobija, nestrpnost, enakopravnost, drugačnost, pedri, lezbike, homiči, anus, ritupiki in še kaj ob strani. Tukaj gre za nasilje in če se takole brez težav spravite na gobčnega pedra, kako vam mora dogajati šele za 4 stenami vašega doma? Kakšen mora biti šele občutek, ko udariš lastno mater, očeta? Ker če vas res tako zelo ne motijo, zakaj se spravljate na drugačne? Z vsem spoštovanjem do vseh upletenih in v upanju, da me ne boste zdaj brutalno pretepli. Piksno v glavo sem namreč že dobila, zdaj sem si jo pa tudi prislužila. Mene so enkrat obmetavali z želodi. Z želodi? V osnovni šoli. Ko bili vsaj kostanji, ne? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Ana Desetnica se je včeraj po gostovanju v Ljubljani preselila na festival Lent. Češka gledališka skupina Divadlo Kvelp je s predstavo Družina Zani zabavala ljudi na mariborskih ulicah. V ljubljanski mestni galeriji so odprli 4. razstavo Očeta in sinov Knez. Znameniti Dejan, NSK Knez, pa je na otvoritvi priredil tudi svoj glasbeni eksperiment. Še vreme? Visoko fragmentacijo cumulonimbusov boste uzrli, če boste pogledali navzgor, ukolikor se seveda ne nahajate pod streho. Iz ljubljanskega studia 136 bile so to Vesti na vesti. Pa nasvidenje.